enkrat se bo zgodilo kaj? To, kar se je zgodilo v prejšnjem mandatu. SDS je brez vsake argumentacije in brez vsakega razloga kot priče v parlamentarno preiskovalno komisijo predlagal vse poslance Gibanja Svoboda. Vse. Tako, na enak način lahko predlagate kogarkoli. Jaz opozarjam javnost, kogarkoli, ki je povezan z nekom na neki politični funkciji. Vsi glavni akteri iz afere Litijska so zdaj pri vas dobili nagrado v funkcijah. Točno to je tudi pokazatelj, kdo je v resnici tisto afero zakuhal in kdo jo je vodil. Če obstajajo indici, da je kdorkoli od mojih kolegic in kolegov naredil nekaj narobe, da je koruptivn, pokažite mi ga, preizkujte ga. Nimate ene take informacije, enega takega podatka, samo klevetate. Rekla je, pokažite mi, kdo je koruptivn, ne takoj odstopi. Vi, Janja Sluga, ste koruptivna. Zakaj? Janja Sluga je danes tule rekla, cela svetovna javnost se ukvarja s stranko, ki ima 5 poslancev. To so danes rekli. Janja Sluga, jaz bi bil na vašem mestu popolnoma tiho. Popolnoma tiho. Vi ste zadnja, ki lahko omenja kakršnekoli nepravilnosti, ker ste ravno vi, vaše ime in priimek omenjeni, ko ste pritiskali na poslanca iz te poslanske skupine. Zato ne sliši vsa slovenska javnost, Janja Sluga, odstopi, sama ve zakaj. V čem je bila vaša replika? Prvo vprašanje. V redu, izrekam vam opomin. Javno je bilo večkrat moje ime povedano, da nima nobene zveze s tem, kar vi govorite. To, kar vi počnete, so grde laži, kot ste jih počeli tudi s tistimi zlepljenimi posnetki pa snemanjem mojega ekrana na enem izmed odborov v tej hiši. In od tega trenutka dalje, če še enkrat samkrat omenite kaj takega, če samo še enkrat moje ime zlorabite, me oblatite in klevetate, tako kot to počnete, boste naslednjič to zagovarjali v eni drugi hiši, v eni drugi veliki dvorani. To so obrazi politične policije, o katerih govorijo, ne? Projecirate vaše dogme, vaše načine dela. Glejte, kolega Poglajen, zdaj pa tako, imate razpravo, ali se boste držali teme, lahko pa naredimo pauzo. Naredimo odmor, ali se bomo začeli držati točke dnevnega reda. Jaz se samo držim tega, o čemer je govorila kolegica Sluga. Zdaj ne vidim razlike, zakaj imela je postopkovni predlog, vi ste pa prijavljeni k razpravi. In kaj je bil postopkovni predlog iz tega postopkovnega? Bil je zlorabljen, tako kot vsi današnji. Ona si pa ni zaslužila opomina. Samo drugi, ne. Samo trenutek. Prosim vas, da mi vrnete cajt, ki ste mi ga zdaj vzeli celi poslanski skupini, in da mi dovolite, da nadaljujem svojo razpravo. Poglejmo zdaj, kako se je v prejšnjem mandatu ta preiskovalna komisija imenovala. Preiskovalna komisija ugotavljanja politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in stranke politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih inštitucij in subjektov iz tujine. Nikjer specifično niste omenjeni samo dve stranki, SDS in NSi. A glej ga zlomka, samo te dve stranki sta bile obravnavane na tej preiskovalni komisiji. Vesna Vuković, portal Necenzurirano, 103 tisoč evrov nakazila z državnega podjetja GEN-I. Kaj govori preiskovalna komisija in naslov te državna podjetja? Nikoli preiskano na tej komisiji. Robert Golob, vmešavanje v delo policije, nikoli zaslišan na tej preiskovalki. Kaj, a nekateri so te državi privilegirani, se jim ne sme niti pogledati, če dobijo denar od države, na kakšen način, za kakšne projekte in vse ostalo. Zdaj pa tule spet klevetate nevladne organizacije. A nimate vi ministrov? Pa naj oni preverijo, kaj se je delalo na razpisih. Kakšna preiskovalka? Prosim, če se omejite v svojih razpravah. Smo vas že milijonkrat opozorili in tole je prešlo vse meje. Kolegica Sara Žibret, zdaj ste izrabila postopkovni predlog. Če ga boste še vi izrabljali, danes sploh ne bom več dajala postopkovnih predlogov, ker je tole zelo ratalo pa nesmiselno. HSE je GEN-I 700 milijonov daleč od tega. Šlo je za 492 milijonov kapitalskega vložka zaradi likvidnosti poslovanja. Od tega je bilo že v naslednjem letu vrnjeno 242 milijonov, vse preostalo bilo vrnjeno. To pomeni, da če je v enem izmed teh stavkov omenil 700 milijonov, ki ne drži, ampak govorimo o 0 evrih, potem so verjetno tudi vse ostale številke, oprostite, izraz bullshit.
Tako da malo pač opozorim poslance, da vse, kar poslušamo, je, kaj sem že prej rekel, da nam dvakrat grdo besedo povedal. Hvala. Prav je, da ste na to opozorili. Večkrat je bil omenjen stavek, da je boj proti korupciji temelj te 4. Janševe vlade. Gospe, gospodje, a je to res? V Avstriji in na Finskem so v zgodbi Patrie postavili piko na i. Pri nas jo je zaradi procedure in zastaranja žal postavilo Ustavno sodišče. In zdaj me ta isti ljudje, ki so bili botri v teh aferah, prepričujejo, da bo 4. ali pa 5. drugače. Izvajanje, branjenje, obračunavanje tudi z replikami postopkovnimi, ker ste samo ugotovila, predsedujoča, da so zlorabe, ne? Kaže vse na to, da morate za vsako ceno braniti delo in lik Roberta Goloba. A se čudite, da je civilna družba skočila v zrak in govori o politični policiji? Saj jih boste preiskovali, saj ste napovedali, kolega Reberšek je se tam prej histerično drl, kako boste to naredili, isto je naredil Poglajen. Torej nevladne organizacije, od kdaj so to politični funkcionarji? Res bi rada vedela, od kdaj so. Niso, kajti resnično uvajate. Zdaj pa res vidim politično policijo. Bolj kot tole poslušam danes te razprave, bolj mi je jasno, da je to res to. Slovenski gestapo, dobesedno, ne? Ja, rečeno je bilo, da torej črtamo sodno varstvo, to, kar ni res. Res je, da se oža in omejuje, da se ne more vsak, zoper katerega bo torej preiskovalna komisija uvedena, da se ne bo vsak potem pritoževal na Ustavno sodišče in s tem zavlačeval postopkov v parlamentarni komisiji, ampak torej, kot rečeno, se oža, ne, nikakor pa ne črta. Bom začela pri spoštovani Prlečki, kolegici Mojci Žnidarič. Dvakrat ste bili na listi, izvoljeni na listi strank, ki so obljubile, da ne bodo v vladi Janeza Janše. In dvakrat ste naredili isto in izdali svoje volivce. Zato vam jaz v bodoče priporočam, da nas ne obtožujete, da zavajamo ljudi, ker ste zelo na spolzkem terenu. Gledamo zadnje tedne ministre, vsi so na dopustih, en vznemirja morske živali po svojim vodnim skuterjem, drugi uživa v senci pod borovci. Vsak dan pa nek novi minister skliče tiskovko, da nimamo denarja. A nimamo denarja? Ministrica za kulturo nima denarja za odobrene projekte kulturnikom, našla je pa denar za nov muzej osamosvojitve. Ja, bravo. Danes imamo na vladi najbolj pokvarjene politike v zgodovini Slovenije. Od tega, kdo je Prlek, kdo ni Prlek, o Ministrstvu za kulturo in vse ostalo. Pri prejni repliki prej ste meni dali opomin za to, ker naj bi šel repliki preširoko. A taka razprava pa je dovoljena. Se pravi, gledajte, sedaj vam bom direktno povedal, ne. Na prihodnje si bom tudi jaz dovolil tako široko razpravo in če mi boste takrat ponudili oziroma podali opomin, boste samo še enkrat dokazali, da imate dvojne vatle pri vodenju seje. Da sem že sodelovala tako v eni kot drugi vladi in da sem pripravljena sodelovati z vsemi. Nikoli, ne ko sem prvič kandidirala leta 2018 in ne zdaj, nisem osebno nikoli izrekla, da ne bom šla v kakršnokoli vlado oziroma da bi imensko kogarkoli poimenovala, da s kom v vlado ne bom šla. Kolegica Mojca, ki je tu tako patetično govorila kot šef njene stranke, en navaden lažnivec, čigar patetiki so nasedli ljudje so temu nasedli. Govorijo o povezovanju, pa kako ona, pa tukaj ne bomo preiskovali navadnih ljudi. Ne vem, ali je sedela na ušesih, ko sta dva kolega, en SDS, en NSI, jasno povedala, da bodo preiskovali predstavniki civilne družbe. Pa dobro, dajte se zdaj zmeniti sami s seboj. Seveda jih boste preiskovali. Ampak inkvizicija, lov na čarovnice bi se po vaši volji še nadaljeval. In zato potrebujemo nov zakon, potrebujemo nov poslovnik in z jeseni pride tudi v proceduro, kot sem omenil, takrat bo potrebna dvotretjinska večina. Upam, da boste k temu pristopili konstruktivno. Kolega Poglajen, še enkrat ste zlorabili repliko in zdaj vam bom prebrala 70. člen poslovnika. Vsak razpravljalec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljavca, kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena ali napačno interpretirana. Predsedujočemu da besedo takoj, ko zahteva, replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot 3 minute. Replika na repliko pa ni dovoljena. Vi ste v
tej repliki bili zgolj odvetnik kolege Mojškerca. Vse drugo pa ni bilo niti nič od replike. Moj postopkovni predlog je, glede na to, da je 1:02, da čim prej se opravi menjava, da gre Danijel Krivec na mesto vas voditi sejo. Hvala. Nadaljujemo z razpravo. Naslednja dobi besedo gospa Lena Grgurevič. Kolega Poglajen, o dvojnih standardih nimate pravice govoriti. Če uspem 3 stavke povezano na vaši seji izustiti, to štejem za uspeh, tako histerično mi padate v besedo. Kolikokrat je bil pravnomočno obsojen predsednik vlade? 2-krat. Kolikokrat je bil pravnomočno obsojen predsednik parlamenta? 2-krat. Ne za avtomobilsko nesrečo, kot govori, ampak za zavarovalniško goljufijo. Gospa Grgurevič, predlagam, da se osredotočite na odlok. Pustil sem zelo široko razpravo, ampak zdaj pa malo že pretiravate s temi navedbami, kdo je kaj kršil, kdo ni kršil. Vsi so bili na koncu že pravno formalno oproščeni in ne se s tem ukvarjati. Kdo je bil oproščen? Oprostite, to so pravnomočne obsodbe. Dajte o odloku kaj povedati. Ta vlada ni skladna z voljo ljudstva. Največ je dobila glasov vlada Roberta Goloba. Resnica je dobila glasove na podlagi proti Janši. Kaj je govorila o Janezu Janši in kaj je govorila o vaših najvidnejših predstavnikih, si tukaj ne upam niti ponoviti. In Logarja, ki je dejal, da v vlado brez leve partije ne gre. Vsi ste prelomni besedo. Če nekdo v 4 letih določene vlade dobi zaradi tega, ker je nevladnik, več kot 40 milijonov evrov, se mi zdi, da je prav, da imamo poslanke in poslanci možnost, da skozi parlamentarni nadzor, skozi parlamentarno preiskovalno komisijo tudi to preučimo. Vse, kolegica Sukič, če ni bilo tam nič narobe, pa ste ta denar delili na podlagi nekih strokovnosti in vsega ostalega, kaj vas skrbi? Zadnjič sem ga že poslušala tudi na strankarskih televizijah, kjer laže, da je nul dobiva 40 milijonov evrov. To je navadna laž, kolega. In še enkrat vas opozarjam, ali želite, da začnemo o stotinah milijonih govoriti, ki grejo cerkvi, ki potem politično agitira za vaše referendume? V skladu z 69. členom poslovnika prosim, da ga opomnite in etičnim kodeksom. Vaš kolega je navaden lažnivec. To ni postopkovno. Seveda je. Glejte, mi, o tem, kdo kaj laže, se zmenite na hodniku. Kakšnem hodniku? To ni postopkovni predlog. A se vam zdi primerno, da predsednik odbora za pravosodje laže ljudem, svojim volivkam in volivcem? Kaj izvaja cerkev? Kakšne politične agitacije? Zdravniška zbornica Slovenije, namesto da bi skrbela za red v zdravstvu, vse za politične... Prosim, da zaključite. Privatizacijo zdravstva bori, pa kmetijske zbornice. Poglejte, namesto naj se zdaj izkažejo, ko ste kmetom dvignili cene za goriva, pa ne vem kaj. Postopkovno vas sprašujem, kot kaj se je on oglasil, replike na repliko namreč ni? Predlagatelja ni že časa skoraj že zdavne kot predlagatelj. Predlagatelj je imel še 5 minut Potem in ima pa pravico zahtevam tudi opravičilo, do besede. ker ta človek ves čas sprevrača moje besede in jih prikazuje čist nek drug pomen, tisto, kar sem rekla. Jaz sem opozorila, da nevladniki, civilna družba niso funkcionarji in da jih nima nobena parlamentarna komisija pravice vlačiti sem. Če ne, je to politična policija. Zbirali ste jih pod parolo proti politični policiji. Potem pa pogledaš slike z teh stojnic, kdo je prispeval te podpise, bivši udbaši pa komunajzari. In jaz sem prepričan, da bomo ta referendum dobili, ker jaz mislim, da oni vas niso najbolj zastopeli, najbolj razumeli. Oni so videli, aha, podpise se zbira politična policija, dajmo podpisati, hočemo nazaj Jugoslavijo, hočemo politično policijo, hočemo komunistično partijo, dajmo dati podpis. In to je to, ne? In točno to delate. Točno to delate. Bomo šli masovno 11. oktobra na volišča in glasovali za, da se ta zakon uveljavi. Ker kdor bo 11. oktobra glasoval proti, je za krajo, klientelizem in korupcijo. In tisti do konca življenja nima več pravice, da se kadarkoli kaj oglasi glede kraje, klientelizma in korupcije v Republiki Sloveniji. Ko so prišli Subotičevi maili v javnost, ja pač, ne, razočarana gospodinja jih je dala. Ne, če ženo varaš, pol moraš vedeti, da je nek posledice.
Če sva toliko butast, da nimaš računalnika pod geslom, ja, Bog ti pomagi, če lahko ženska pride v laptop pa pol maile da novinarjem. To ni naš problem, to nima nobene veze s politično policijo, to nima nobene veze s preiskovalnimi komisijami, z osvobojeno policijo, s tistim, kaj že ovaj, kako da kažem, Senade, Jušić, pa kdo še pol, tisti lakiran Cnohtov, Petrič. Tamle Janez Žakelj, kaj je Bogirjevež naredil? Nič. S Knovsom je šel nadzor nad policijo, zaradi tega je ovaden, da ga v žireh pol sprašujejo, ja, Janez, če si ovaden, si pa neki že mogel narediti na robi. Tamle Sara reče, ja, se ste govorili, kaj smo mi delali, bodite vi boljši. Je zakaj pa? Jaz sem eden od tistih poslancev, ki sem vam 4 leta govoril, kolegice in kolegi, merkite, ker to, kar vi delate, jaz pa ne bom nastavljal še enega lica. Točno take metode bom zagovarjal, iste proti vam, kar ste vi delali proti nam. Ja, zdaj pa naj mi vložimo zahtevo za parlamentarno preiskavo glede vaših rabot, glede GEN-I-ja. GEN-I se bo pritožil na Ustavno sodišče, tam je 8 ultralevakov proti enemu normalnemu, ne, in bojo rekli, ne, te preiskovalne komisije ne sme biti. Mene zanima, kako lahko nek brezdelnež Jaša Jenull od jutra do večera zastonj, ker ne vem, kaj dela, ker nič ne dela, ne, vedri tam na stojnicah in od udbašov zbira podpise proti politični policiji. Lahko, ker dobiva denar iz državnega proračuna. A veste, koliko denarja ste vi prišparali, ker uvodno financirate te levičarske nevladne organizacije, da za vas pol delajo kampanjo pred parlamentarnimi volitvami? Mi moramo vse plačati, vam pa ni treba. In ta zadnji cajt, da se te pipe zaprejo, ampak ni dosti sam pip zapreti. Še pojačati jih je treba Rdečemu križu, Karitas, gasilcem, jamarjem, civilni zaščiti, ampak tem brezdelnežem, pa lenuhom, tukaj okoli z Metelkove, pa tem nevladnim organizacijam, ki so same sebi interes, je pa treba pipe zapreti. Kako je možno, da je Kumer, minister Kumer, za študijo plačal 13.000 evrov? A veste, kako se pa je imenovala ta študija? Definicija praznega stanovanja. On je dal nekemu papku tam 13.000 evrov, da je raziskoval, kaj pomeni prazno stanovanje. Pa vsak navaden človek ve, kaj je prazno stanovanje. Mimogrede, mi gremo na dopuste v času parlamentarnih počitnic, ne, Robert Golob je kot predsednik vlade hodil že četrtke popolne po seji vlade do nedele, ne, tako da kar se dopustov tiče, raj nehite. Lahko pa pod črto potegnemo in se vsi strinjamo, kakšni so pa bili izpleni vseh teh preiskovalnih komisij. Na koncu tožilstvo in sodišče niso naredili nič. Lena, malo se umiri. Tako da ne boš pol odgovarjala, ko boš imela besedo, ne? Kar se pa samega tega premoženja, pa kdo ga ima koliko pa koliko tiče, lejte, težko me boste prepričali, da nekdo, ki je bil v življenju župan pa poslanec, pride do delnic v vrednosti 400.000 evrov pa do več kot 30 nepremičnin. Tako da v svojih lastnih vrstah pogledajte, kdo jih ima, pa njega malo vprašajte, kako je možno. Če se sami niste ob tem agresivnem izpadu skrajnega desničarja Žana Mahniča niti obregnili ob njegove žalitve najvišjih institucij Republike Slovenije, torej Ustavnega sodišča, za katere je dejal, da je noter 8 levakov in en normalni, to bi naj bil verjetno ta vaš jagodni zbor, ki je 17 let. Kaj je vaš postopkovni predlog? Ne razprava. Kaj je postopkovni predlog? Lahko zaključim? Ne, povejte postopkovni predlog. V skladu z tem 69. členom poslovnika ste vi odgovorni, da zagotavljate red na seji. To štejem tudi minimum etičnega obnašanja enega poslanca. Govoril je o osebnih družinskih zadevah nekoga, razočarani gospodinji, prevarani, ne, tako pač je, če ženo varaš, in to poslanec, v čigar vrstah sedi poslanec, ki pretepa ženo, to vsi vemo, ne, pa ste vsi tiho. Dalje, govorijo o zadevah, ki nimajo veze z, to pa je sedaj drugi del postopkovnega, z temo, torej o tem, o orodjih, o katerih bi se naj mi med seboj pogovarjali, torej to bi naj, da slovenska policija nima orodij za spremljanje signali, ne vem kaj vse, to ni tema današnje razprave. Zdaj imate že spet razpravo, povejte, kaj je vaš postopkovni predlog. To, ki vi, s katero vi zdaj kupujete za obveščevalne službe za prisluškovanje. To ni postopkovno? Je. Prosim, da nehate, ker to ni postopkovno.
Sicer vam moram dati opomin. To ni postopkovno. Zdaj pa dosti. En del pa Jaz prosim, skrbim za red in skrbel bom za red. Zato prosim, resnično da postopkovno, s zaključite. katero je žalil, je pa direktno lagal. In sicer je dejal, da bivši komunazeri in udbaši so podpisovali odloke za razpis referenduma. Ni res, ker gospod Janša ni dal podpisa, ki je komunajzer, niti Černač, niti Gorenak, niti Zver. Ponovno Tako da izkoriščate, zato vam dajemo opomin. Komunajzer, Janša. Opomin vam izrekam, ker pretiravate. Kar se tiče nevladnih organizacij, kolega, ne, ko ste tako si prigledali, sploh ne posluša, pa njemu repliciram. A boste tudi cerkvi ukinil razne bonitete, jo boste obdavčili, cerkev je pa vaš agitator, tam na prižnicah agitirajo, preden se gre v nedeljo na volišče. Pa pri vsakem referendumu agitirajo. A boste to največjo nevladno organizacijo oziroma organizacijo civilne družbe kaj obdavčili zdaj v tej vladi? In boste odvzeli bonitete ali bo lahko dalje agitirala za vas? A ja. Pa jaz spoštujem tvoj razmislek, Žan Mahnič, in si želim, da se pri 36 letih namesto z Jago in s profesionalno politiko lotaš morebiti še kakšnega drugega strokovnega poklica. Jaz sem ponosen na to, da sem več kot polovico zdaj že moje polne pokojninske dobe preživel izven politike in namenu ustvarjanju. Kdor si želi, da o njemu ali o njej sodi Žan Mahnič ali pa gospod Poglajen, da odloča o njihovih človekovih pravicah, tisti naj na referendumu obkroži da, za, če si to kdo želi. Jaz absolutno ne, verjetno bo to obkrožil Poglajen pa Mahnič. Nisem prepričana za ostale. Besedo dobi Vladimir Šega. Se odpovedujem moje minuti za kolegico. Ne moreš. Mimogrede, ne, gospod Šega, če bi se to dal, ne, da daš kakšnemu drugemu poslancu minutažo, jaz bi samo razpravo dal Lenine, ker to, kaj ona dela, za nas noben ne dela. Tako da, kar se tega tiče, kako bodo oni vladali, ne? Saj je Želena napovedala, to bojo dali na referendum, ampak mi bomo šli aktivno noter. Mi bomo referendum dobili. In kaj bojo pol naredili? Jokat boste šli na ustavno sodišče, hudim vašim 8 levakom, dajte nas, prosim, reči, dajte to razveljaviti. In oni bojo verjetno to naredili, ne? In boste povolili še referendumsko voljo ljudstva. To je prvo. In drugo, vladali boste preko ustavnega sodišča s svojo večino, kar vam ne bo všeč, boste dajali tja. In tako pač imamo, ker se ne morete sprijazniti z izgubo oblasti. Jaša Jenull, Nika Kovač, Gorazd Kovačič, Dušan Keber, to ni nobena civilna družba. To so politični podaljški leve politične opcije. In zato je treba iti na referendum. Skratka, to, kar gledamo, je propad, kolikor ljudje ne bodo reagirali. Propad. Navzočih je 57 poslank in poslancev, za je glasovalo vseh 57. Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 19. izredno sejo Državnega zbora.